Zahran Mamdani je v zadnjem fiasku pozval zvezno vlado, naj aretira premierja Netanjahuja, ko pride v New York. Poslušajmo, kaj ima za povedati. Benjamin Netanjahu je vojni zločinec, arhitekt grozovitega genocida nad palestinskim narodom. Odgovoren je za smrt več kot 73.000 ljudi, za pohabljanje 10.000 otrok. Vse to pa se dogaja, medtem ko mi, kot Američani, plačujemo bombe, ki ubijajo. Obstaja razlog, da je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za njegovo aretacijo. Kot človeška bitja smo skozi generacije gradili skupno razumevanje, da obstajajo zločini, ki so tako hudi, da žalijo celotno človeštvo. Moja administracija je preučila vse možnosti, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, da bi ugotovila, ali bi lahko New York izvršil nalog za aretacijo Mednarodnega kazenskega sodišča, če bi Benjamin Netanjahu prišel sem. Jasno je, da nimamo neodvisne pravne pristojnosti za izvršitev tega naloga. Zvezna vlada pa jo ima in pozivam jih, naj se pridružijo Mednarodnemu kazenskemu sodišču in izvršijo ta nalog. Pozdravljen, Mark. Danes se mi pridružuješ na daljavo. Jaz sem v studiu JNS TV v Jeruzalemu, ti pa si na drugi, nerazkriti lokaciji. Poslušaj, Mark, že od časa, preden je bil izvoljen, poslušamo župana New Yorka in njegove ogabne komentarje o Izraelu. Tudi ta ni izjema. Kar je zanimivo pri tem videu je to, da ga je moral posneti po ogorčenju zaradi njegovega prejšnjega videa, v katerem je rekel, da bo aretiral Netanjahuja, ko je septembra prišel v New York na generalno skupščino OZN. Kaj pa praviš na to? Torej, to je politika zabave, neserioznosti in antisemitizma. In bom povedal, kar je treba povedati. Mislim, nekateri pravijo, no, veš, ko si v opoziciji, ko si študentski aktivist, ko si aktivist na kampusu, lahko rečeš vse mogoče neumnosti in ti to oprostijo. Ampak ko enkrat postaneš izvoljeni predstavnik, naj bi bil bolj resen. In žal, pri Mamdaniju nismo videli takega prehoda. Sploh se ne trudi skrivati svojih radikalnih, protiizraelskih, protijudovskih stališč, kar je žalostno. Poglejmo samo logiko njegovega argumenta. Mislim, da je med približno 190, morda malo manj, članicami Združenih narodov. Mnoge med njimi niso demokratične, mnoge vodijo diktatorji. In to je človek, ki javno izpostavlja judovsko državo. In pravi, da od vseh ljudi, ki prihajajo v New York, misli, da bi morali, da tega ne more storiti. Zelo mu je žal, da tega ne more storiti. Morali bi, zvezna vlada bi morala aretirati Netanjahuja. Zdaj, tudi če je kdo kritičen do Izraela, in veste, veliko ljudi je kritičnih do Izraela. Ampak da reče, mislim, kaj sploh govori? Pravi, da ne gleda na grozne diktatorje, ki prihajajo iz vseh koncev sveta. Ne govori o iranskem vodstvu. Ne govorim o vodstvu v državah s katastrofalnim stanjem človekovih pravic. Demokratično izvoljenega voditelja demokratične države izpostaviš in rečeš, aretiral bi ga, če bi lahko. In zelo mi je žal, da ga ne morem aretirati. Kaj je sploh s tem? Prav, veš kaj, gre še dlje, ker nočem niti reči, no, ja, lahko si kritičen do Izraela in izraelskega spoštovanja človekovih pravic. Naj to poudarim. Vse, kar je rekel o genocidu v Gazi ali kar govori o apartheidu in zlorabah Palestincev v Gazi, seveda ni omenil pokola 7. oktobra ali česa podobnega, bog ne daj, ampak vse, kar pravi, je ena velika, debela laž. In ni samo to, da ima Izrael v primerjavi z diktaturami, ki so članice OZN, v primerjavi z njimi Izrael dobre rezultate. Ne, objektivno gledano, po vseh merilih ima Izrael izjemne rezultate. In ima tako izjemen ugled v urbanem bojevanju, da so izraelski vojaki ogroženi zaradi skrbi, ki jo namenjamo preprečevanju civilnih žrtev. To je povedal vsak vojaški strokovnjak in tako naprej. Še ena stvar je, da niti Izrael, niti Združene države niso pogodbenice Mednarodnega kazenskega sodišča. In na tej podlagi je to govoril Mamdani. Rekel je, da je vojni zločinec na Mednarodnem kazenskem sodišču in meddržavnem sodišču. Ampak dajmo to razjasniti. Združene države.
Državni sekretar Marco Rubio vodi kampanjo za popolno diskreditacijo, razpustitev in očrnitev Mednarodnega kazenskega sodišča, ker pravi, da je nelegitimno. In da je to kup, da je njegov prvotni namen že zdavnaj izginil, tako kot je izginil tudi prvotni namen Združenih narodov. In prisluhnimo za trenutek, kaj je imel Marco Rubio povedati o tem. Ko je bil Mednarodno kazensko sodišče ustanovljen pred 24 leti, so nam rekli, da je to zgolj ozka varovalka, svetovno sodišče, ki bi posredovalo le pri najhujših zločinih, kot so genocid in vojni zločini. In to le, kadar sodišča posamezne države teh zločinov ne bi mogla preganjati sama. A resnica je, da je bilo to nekaj veliko bolj radikalnega in skrajnega. To je bilo svetovno sodišče, v katerem so delovali neizvoljeni globalistični birokrati, ki trdijo, da je njihova moč skoraj neomejena. Nevarnost tega svetovnega sodišča se je le še povečevala. Danes ogroža vse vidike našega političnega in pravnega sistema. Agenti mejne patrulje odstranjujejo nasilne kriminalce iz naše države. Ameriški marinci tvegajo svoja življenja, da bi branili našo domovino. Tožilci si prizadevajo razbiti teroristične zarote za napade in ubijanje Američanov. Če bomo stali križem rok, bodo vsi ti prepuščeni na milost in nemilost tujim sodnikom, tisoče kilometrov stran, kjer jim bo grozila stalna nevarnost pregona in celo zapora zaradi tako imenovanega zločina obrambe lastne države. Ameriško ljudstvo se s tem nikoli ni strinjalo in se tudi nikoli ne bo. Tukaj imate torej velik kontrast med županom New Yorka, mimogrede najbolj judovskim mestom na svetu, razen izraelskih mest, in dejstvo, da je sploh bil izvoljen, je seveda šokantno. Ampak kot si rekla, tega ne skriva. Mislim, ena dobra stvar pri Mamdaniju, ki jo lahko rečeš, je ta, da svojega odkritega antisemitizma sploh ne skriva. Njegovo sovraštvo ni usmerjeno proti predsedniku vlade Netanjahuju. In mislim, da bi morali vsi levičarji ali vsi, ki so proti Netanjahuju v Izraelu in tujini, vedeti eno stvar. Ni Netanjahu tisti, ki ga sovraži. Sovraži celotno. Torej, najprej pogovorimo se o tem, kar je rekel Rubio. In Rubio ima 100% prav, ker je to rekel Rubio. To. Mednarodno kazensko sodišče, ICC, je prvotno ustanovil Dodo Guras, ki je rekel, no veste, imamo težave, kjer so države na svetu, kjer ni neodvisnega sodstva in so grozni ljudje, ki niso privedeni pred sodišče. In potrebujemo institucijo. Govorili so o krajih, kjer so bile strašne državljanske vojne, množični poboji, genocidi in podobno. In potrebujemo institucijo, ki bo tam, ko ne bo delujočega pravnega sistema, in bomo lahko posredovali ter prinesli pravico ljudem, ki si jo zaslužijo. Rekli so tudi, da nobene države ne moremo prisiliti, da se pridruži temu sistemu. Zato je to prostovoljni sistem, v katerega države pristopijo. In kot si rekel, kot Združeni narodi in podobno, se je to razvijalo in razvijalo ter postalo birokratska pošast, kjer neizvoljeni sodniki lahko razglasijo ljudi za kriminalce. In spomnil bi vas, da veliko držav, ki so pristopile k MKS, Mednarodnemu kazenskemu sodišču, nima neodvisnega sodstva. In posledično so sodniki, ki jih pošljajo na MKS, seveda izvoljeni v okviru podobnem OZN, kjer države glasujejo v blokih in tako naprej. In če prihajate iz države brez zgodovine neodvisnega sodstva, potem vaš sodnik na Mednarodnem kazenskem sodišču je v bistvu le še glas pri glasovanju v OZN. Naredili boste vse, kar vaša vlada reče, ker ni neodvisnega sodstva. Torej, mislim, ko Izrael reče in Združene države rečejo, da to sodišče po našem mnenju nima nobene pristojnosti, mislim, ustanovljeno je bilo za drug namen, zdaj pa se uporablja proti državi z izjemno neodvisnim sodstvom. Na tej oddaji si več kot enkrat rekla, da so izraelska sodišča premočna, Ruti. In veliko Izraelcev se s tabo strinja. In vendar, sodišče, ki je bilo ustanovljeno, institucija, ki je bila ustanovljena za reševanje, in to so zapisali v svoji listini, v svojem ustanovnem dokumentu, rekli so, da bomo tam, kjer sodstvo ne deluje. Reči, da v Izraelu sodstvo ne deluje, je pa res. Na katerem planetu se ti to zdi mogoče?
In mislim, da Rubioja skrbi to, da če lahko greš nad Izrael, in to je tudi rekel, lahko greš nad katerokoli državo. In nenadoma bodo ameriški vojaki, ameriški diplomati, ameriški piloti, ki napadajo jedrske objekte ali so napadali jedrske objekte v Iranu, nenadoma bodo tudi vsi oni vojni zločinci. In če bodo šli na počitnice v Francijo, da bi obiskali recimo Eiffelov stolp, bodo nenadoma aretirani. In tukaj imamo situacijo, kjer se je ta mednarodna institucija, ki je bila morda ustanovljena iz vseh pravih razlogov, izkrivila v ta problem z veliko začetnico P, da bi rekli, da mora demokratično izvoljeni predsednik vlade, ki se sooča s ponovnimi volitvami, stopiti pred svoje volivce in znova dobiti mandat. Da, v državi z izjemno neodvisnim sodstvom, ki se je že večkrat izkazalo, da razveljavlja vladne odločitve eno za drugo. Predsednik vlade sam, kot oba veva in sva že razpravljala, je v Izraelu obtožen in na sojenju, ker pravijo, da je storil kazniva dejanja. Reči, da bo mednarodno kazensko sodišče, ki sploh nima strokovnega znanja v teh vprašanjih, zagotovo obtožilo predsednika vlade Netanjahuja, je resnično absurdno. Še ena stvar seveda. Glavni tožilec, ki je obtožil Netanjahuja, je seveda moral odstopiti zaradi vseh vrst neprimernega vedenja, osebnega vedenja, nemoralnega vedenja z njegove strani. In on je razlog, zakaj je on tista moralna avtoriteta, o kateri govori Mamdani. Prav, mimogrede ne glavni tožilec v Izraelu, glavni tožilec na mednarodnem sodišču. Pravilno. Prav. In bil je obtožen hudega spolnega nadlegovanja ali spolne zlorabe in je bil zaradi tega popolnoma ponižan. Prav. Ne pravim, da sta ti stvari povezani. Ampak ja, ima slab značaj in je tudi antisemitski. Tukaj je zanimiva stvar. Predsednik Trump, zakaj je Mamdani moral narediti ta mali nov video? Nenehno dela te male posnetke. To je zato, ker je predsednik Trump objavil na Truth Social, oprosti Mamdani, to je moja parafraza predsednika Trumpa. Oprosti Mamdani, nihče ne bo aretiral Netanjahuja, ko pride v New York, in ti nimaš pooblastil za to. Medtem je ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee povedal, da je danes tvitnil. Rekel je, da Mamdani ni neumen, je ogaben antisemit, ga je imenoval. In rekel je tudi, da če bi morali koga aretirati, bi morali aretirati Mamdanija zaradi hujskanja. In veš kaj? To ni šala, ker pred nekaj dnevi, medtem ko se ves ta hrup dogaja, skupina ljudi na Manhattnu v Greenwich Villageu je zažgala izraelsko zastavo, navijala sredi belega dne v najbolj judovskem mestu na svetu, razen Izraela. Poglejmo si to. Samo pravim, da vlada Združenih držav, zvezna vlada, v tej zadevi ni na strani Mamdanija. No, to je jasno. Ampak ti bom povedal, kaj me moti, Ruti. Mamdani je, veš, to, kar je. In veš, protiizraelski, skrajno levičarski antisemit. Prav. In kar me skrbi, je njegov vpliv v širši demokratski stranki. In kaj to pove o prihodnosti odnosov med ZDA in Izraelom? Ker veste, vsakih nekaj let se oseba, ki je v Beli hiši, zamenja. Vsakih nekaj let. In to se lahko zgodi že novembra s predstavniškim domom. Demokrati lahko prevzamejo oblast. In povem vam, kaj je zame najbolj povedno in zaskrbljujoče. Vsa imena, o katerih se govori, in če obstaja kakšno ime, za katerega ne vem, se opravičujem, ampak kot guverner Kalifornije, župan New Yorka, senator iz Marylanda, vsi ti ljudje, o katerih se govori, da bi lahko kandidirali za predsednika, imajo pripravljalne odbore, kako se temu reče v Ameriki. Uradno še niso napovedali, vendar so začeli zbirati denar. Tako je danes v demokratski stranki, zaradi glasov na demokratskih predizborih, volivcev na predizborih, ja, in ljudi tipa Mamdani, ki bodo zelo motivirani glasovali na demokratskih predizborih. Javno se moraš distancirati od odnosa med ZDA in Izraelom, če upaš na zmago. Vsaj tako oni mislijo.
Guverner Kalifornije je rekel, veste, spet govorim po spominu, ampak veste, moramo premisliti odnos z Izraelom. Tudi senator iz Marylanda, Van Holland, je imel nekaj zapovedati. Morali smo napasti Netanjahuja in vlado Izraela istega dne. Mislim, da je bilo to takrat, ko je napovedal, da ustanavlja svoj pripravljalni odbor. Župan Chicaga mora priti v Izrael in reči, da je za pomankanje podpore v celoti kriv Izrael. To sta Netanjahu in njegova vlada in oni vodijo Izrael po napačni poti. Skoraj kot da bi, veste, če je bila v preteklosti šala, da ste morali, če ste kandidirali za predsednika, iti na Irsko, v Italijo in v Izrael. To so bila 3 obvezna potovanja, na katera ste morali iti. Zdaj je tako, kot da je na demokratskih predizborih obvezno, če želiš biti konkurenčen. Če želiš imeti možnost, moraš povedati nekaj negativnega o Izraelu. Brez tega se sploh ne udeležuj tekmovanja. In mimogrede, ne samo o Izraelu. Mislim, ne pozabimo, da je Mamdani AIPAC označil za pošasti. Ni samo Izrael, gre za Jude. In odkrito antisemitizem, ki ga izraža veliko teh kandidatov, je nekaj, kar je v Ameriki brez primere. In popolnoma prav imate, to je zaskrbljujoče. Ampak rada bi za trenutek govorila o delu krivde, ki gre ameriškim Judom in Izraelcem. In kaj s tem mislim? Ne mislim, da so Izraelci ali ameriški Judi krivi za sovraštvo do nas in njih. Ne. Ampak 30% Judov v New Yorku je glasovalo za Mamdanija. 30%. To je veliko. To je prvo. Drugič, Judi so ponavadi člani demokratske stranke ali pa volijo demokrate. In izraelski liberalci, ki so ekvivalent ameriškim. Judi, liberalni Judi, neprestano ponavljajo to. Leta in leta to počnejo, da je Netanjahu kriv za razkol med demokrati in republikanci glede Izraela, ki je to povzročil. Včasih so lahko sodelovali prek strankarskih meja, zdaj pa je Netanjahu uničil to dvostrankarsko sodelovanje. To je neumnost. In rada bi se obrnila ne le na ameriške Jude glede tega, kako si škodujejo, ko volijo demokrate, še posebej v tem ozračju, ampak tudi na izraelske Jude, ki imajo občutek, da bi se vse to spremenilo, če bi se samo znebili Netanjahuja. To je laž. In to nima nobene zveze s tem, za koga bom jaz glasovala ali za koga glasuje kdorkoli drug v Izraelu. Edine stranke v Izraelu, ki verjamejo, da Izrael izvaja genocid v Gazi in podobno, so arabske stranke. Židovske stranke, celo tiste najbolj levo usmerjene, to so ljudje, ki so se borili v Gazi, ki so si nadeli uniforme, sodelujejo v tem. Oni vedo, da ne izvajamo genocida. Oni so zadnji ljudje na svetu, ki bi to želeli. Oni so ljubitelji miru. Oni so vedno zagovarjali rešitev 2 držav s Palestinci. Govorim o levičarskih Izraelcih. Če kdo misli, si predstavlja katerikoli Jud na katerikoli strani oceana, da bo odstranitev Netanjahuja spremenila to, kar ste opisali, in odkrito antisemitizem, ki je izbruhnil še posebej po pokolu 2000 Izraelcev in Judov. In ne samo Izraelcev, ampak predvsem tistih, ki so bili tam 7. oktobra. Tedaj je bilo pobitih 1200 ljudi. Od takrat pa je bilo ugrabljenih in ubitih še več 100. Če kdo misli, da bo zamenjava Netanjahuja kaj spremenila, se moti. Torej, na to bom odgovoril. 2 človeka sta napisala knjigo, mislim, da je izšla pred letom ali letom in pol. 2 človeka, ki nista posebej naklonjena Izraelu. Eden je bil Robert Malley, ki je bil verjetno najbolj kritičen do Izraela v Bidenovi administraciji, dokler mu niso odvzeli službe. Drugi človek je bil moški po imenu Hussein Aga, libanonski šiitski musliman, ki je postal glavni palestinski organizator. In pišeta ne iz podpore cionizmu, bog ne daj, ampak pravita, da je mit misliti, da Netanjahu odide in se vse ostalo postavi na svoje mesto, kaj ne? Menijo, da je to je preveč enostavno. Pravijo, da to ni res. In še enkrat, izhajajo iz kritične perspektive.
Vsi ljudje, ki mislijo, da bo Netanjahu kar naenkrat izginil in bo vse super, da se bomo vrnili tja, kjer smo bili v starih dobrih časih, to je mit. To je mit. Ne pravi tega samo Mark Regav, ampak tudi Robert Mali Malion, Hussein Aga. Ampak želim poudariti nekaj pomembnejšega. Bil sem izraelski veleposlanik v Združenem kraljestvu, ko sem še delal za vlado. In potem ste imeli korbinizem in levica. Laboristična stranka je bila besno anticionistična in kot bi večina ljudi rekla, tudi antisemitska. In to vidite po vsej Evropi. V Franciji, v Italiji, levičarske stranke, progresivna levica, radikalna levica, so ponavadi propalestinske, proti Izraelu, antisemitske, odvisno od tega, kje točno so. Nekateri so bolj antisemitski, drugi so samo zelo kritični do Izraela. In tam imate spekter, ampak niso prijatelji. In palestinsko vprašanje je postalo zastava globalne levice. In domnevati, da bi se to zgodilo v Kanadi, Avstraliji, Britaniji, Franciji in Italiji, ne pa v Ameriki, ko gre za globalni pojav, je smešno. Mislim, ljudje, ko krivijo Netanjahuja, in Netanjahu je lahko, veste, lahko ga krivite za marsikaj, ampak ko krivijo Netanjahuja, običajno omenjajo tisti znameniti govor iz leta 2015, ko je govoril o kongresu. Povabil ga je republikanski predsednik predstavniškega doma in izrekel se je proti Obamovemu dogovoru z Iranom. In obtožen je bil, da se gre politiko in ogroža dvostrankarsko podporo in tako naprej. Ampak v Britaniji takega govora ni bilo nikoli. V Avstraliji takega govora ni bilo nikoli. V Kanadi takega govora ni bilo nikoli. V Franciji takega govora ni bilo nikoli. Z drugimi besedami, sile, ideologija, novi antiizraelizem, antisemitizem na levici, to je globalni pojav. Če mislite, da je to zaradi določenega dejanja Netanjahuja, se morate vprašati, zakaj se to dogaja povsod. In nekako je palestinska zadeva, da palestinski boj je postal sveti gral ljudi na radikalni levici. Toda preden ti, Ruti, tako rekoč vrne mikrofon, ne pozabimo, da to ni samo radikalna levica. Imamo tudi ljudi na populistični desnici. Mislim, najbolj znan je verjetno Tucker Carlson s svojimi sodelavci. Ljudje kot je on, ki jih poslušajo dobesedno milijoni ljudi v njihovih podcastih, oddajah in podobno. Na desnici, ki so, veste, če levičarski antisemitizem vidi Jude kot grozne in, veste, kapitaliste, imperialiste in kolonialiste, nas radikalna desnica ne mara iz drugih razlogov. Popolnoma imate prav. Zanimivo je tudi omeniti, da je Tucker Carlson napovedal, da zapušča republikansko stranko. Mislim, da ni več njen del. In to vidimo mimogrede tudi v demokratski stranki, kjer imamo Alana Dershowitza, ki pravi, da ni več demokrat. Imate ljudi, ki so naveličani politike svoje lastne stranke. Stranke, ki so ji bili zvesti desetletja, zdaj pa jih zaradi njihove politike zapuščajo. Zaenkrat, trenutno in upam, da tako tudi ostane. Da ostane tako. Grojprđi na desnici, ki sovražijo Jude in Izrael, ter obtožujejo Izrael vseh mogočih vojnih zločinov, to je teorija podkve. Prišli so tako daleč naokoli, da imajo skoraj enake politike kot skrajna levica, kar je precej ironično, saj res sovražijo levico. Ali pa so jo. Pri tem vprašanju so popolnoma usklajeni in to je izjemno zaskrbljujoče. Ampak trenutno je to še vedno veliko bolj razširjeno na levici. Res je, veliko več jih je. In prav imaš, ko rečeš, zakaj smo mislili, da se to, če se je zgodilo po vsej Evropi, ne more zgoditi v Ameriki. Obstajal je razlog, zakaj smo tako mislili. Amerika je bila tradicionalno, ni tako, da v Ameriki nikoli ni bilo antisemitizma. In ni tako, da v Ameriki nikoli ni bilo rasizma. Ampak Amerika si je vedno prizadevala preseči to in popraviti te napake družbe, ter je pri tem opravila zelo dobro delo. In to vključuje tudi sprejemanje Judov v akademske kroge in v vse poklice in tako dalje. In tako je bila Amerika zelo dolgo, zelo gostoljuben dom za Jude.
In spet, ironično, so Judje zelo pogosto odgovorni za to, da pridejo na oblast ljudje, ki jih sovražijo. Ne znam razložiti, zakaj je tako. O tem bi lahko razpravljali dneve in dneve. Ampak moram poudariti, da so Judje tisti, ki so najbolj odprti za mir na vseh področjih. In v absurdne ideje, skrajno leve ideje o vsem in o tem, veste, istovetenje z žrtvami, Palestinci Hamasom v Gazi. Naj še enkrat spomnim vse, da je bilo 7. oktobra veliko ljudi, ki so bili pobiti, posiljeni, obglavljeni, mučeni in so jim bile storjene vse mogoče grozote. V skupnostih ob Gazi, na meji, v kibucih in drugih skupnostih, ki mejijo na Gazo. To so bili ljudje, ki so vse svoje življenje želeli pomagati prebivalcem Gaze, jih vozili v bolnišnice. Dajali so jim delo, se z njimi spoprijateljili, ker so bili to ljudje, a ko je prišlo do tega, ni bilo pomembno. To je kot med holokavstom tisti dobri Judi, kot pravimo v narekovajih. Tisti, ki so rekli, no, mi nismo kot tisti, veste, ne vem, Judi s tistimi smešnimi kodri ob strani. Poslušamo Mahlerja, smo izobraženi in prefinjeni in smo dobri Nemci. Ni bilo pomembno. Odgnali so jih v Auschwitz, tako kot vse ostale. To je nekaj, kar je treba res poudariti. Ker ko imaš nekoga, kot imam Dani, ki pride na ta položaj v New Yorku, potem se zaveš. In ne pravim, da je vse to, ne pravim, da so vsi Judi v New Yorku glasovali zanj. Niti ne pravim, da je ves New York judovski. Ni. Je pa mesto, ki je v kulturnem smislu zelo judovsko. Seveda se demografija spreminja in podobno, ampak mesto je v kulturnem in sociološkem smislu zelo judovsko. In da ima to mesto na čelu tako poglo osebo, mislim, da morajo Judi res veliko razmisliti o sebi. In prav zdaj, mimogrede, nocoj, ko to snemamo, je sreda 22. julij. Ta večer se začne post Tiša B'Av, ki je spominski dan. To je žalosten spomin na uničenje svetih templjev. In Judje se postijo. Sporočilo je bilo, da je neutemeljeno sovraštvo med Judi, neutemeljeno sovraštvo, pripeljalo do tega uničenja. In da se moramo iz tega nekaj naučiti. No, nekaj moram povedati in vem, da je to sporno, še posebej med verujočimi Judi. Ne štejem svojega sovraštva do Judov, ki podpirajo nekoga, kot je Mamdani, ali ki sovražijo Izrael, ali za vsako težavo krivijo Netanjahuja. Svojega sovraštva do njih ne štejem za neutemeljeno. Menim, da je dobro utemeljeno. In ja, res je, Judje so si med seboj v laseh. In mi, tako kot vmesne volitve novembra v Ameriki, imamo v Izraelu volitve za Kneset, volitve za, veste, naše državne volitve 27. oktobra, teden dni pred vmesnimi volitvami v Ameriki. In pravim, ja, tako je, veliko je napetih čustev. Ampak ne vidim enotnosti, judovske enotnosti na teh volitvah ali na katerihkoli drugih. Ko gre za tista osnovna vprašanja, vprašanje, ali sprejmeš sovraštvo svojega sovražnika do sebe ali ne. Z vašim dovoljenjem bi rad odgovoril, Ruti. Rekel si, zdaj si to povedal nekoliko drugače, ampak na začetku, proti začetku podcasta si rekel, da si zadržan pri obtoževanju ameriških Judov, kaj ne? Obtožuješ Mamdanija in si pripravljen dati ameriškim Judom koristi dvoma. In, kot veš, bolje kot večina, ker si odraščal v Združenih državah, je bila judovska skupnost tradicionalno pomemben del volilnega telesa Demokratske stranke. In stara koalicija, demokratska koalicija, ki jo je zgradil FDR, ki jo je Roosevelt zgradil v 30 letih, so bili Judi ključen element te koalicije. In veš, 80%, 75%, odvisno od tega, za katere volitve je šlo, Judje so glasovali za demokratske kandidate. Včasih je bilo nekoliko manj, včasih več,
ampak vedno si lahko bil prepričan, da bo jasna, velika, pomembna večina ameriških Judov glasovala za demokrate. In tukaj bi rad nekaj povedal. In nisem kot ti, in nisem odraščal v Ameriki, čeprav sem tam delal. Kritičen sem do ameriških Judov. Mislim, govoril si o tistih 30%, ki so glasovali za Mamdanija, ja. Ampak, če lahko uporabim izkušnje iz časa, ko sem bil veleposlanik v Združenem kraljestvu, ko je Corbyn vodil laboristično stranko, ja, imel si Jude, ki so rekli, to ni več moja stranka. Bil sem član, aktivist in volivec laboristov vse svoje življenje. Ne morem glasovati za laboriste, če jih vodi nekdo z antiizraelskimi, antisemitskimi idejami, kaj ne? In mislim, če bi judovska skupnost v Združenih državah kdaj, kaj, še enkrat, zdi se, da je vstopnica v demokratske predizbore ta, da moraš najprej obsoditi Izrael, obsoditi izraelsko vlado, reči, da sovražiš vlado. Moraš ponovno oceniti odnos med ZDA in Izraelom. Vse to je bistveno za uspeh v demokratični politiki. Mora priti do judovskega odziva. In če ni pomembnega judovskega odziva, bodisi na samih predizborih ali na splošnih volitvah, mislim, da je to znak šibkosti, tako kot si rekel prej. To je kot tisti prijazni nemški Judi, ki pravijo, veš, brali smo Schillerja in se borili v prvi svetovni vojni za cesarja in smo domoljubni Nemci in veš, kaj pa ta mladi avstrijski desetnik ve o Nemčiji? Vemo več o Nemčiji, ampak sami sebe zavajajo. In mislim, da ameriški Judi, še enkrat nočem jim pridigati ali jih poučevati, ampak mislim, da je to do neke mere trenutek resnice. In bo videli, kako se bo razpletlo. Ampak želel sem deliti dobre novice z vašim mnenjem. In glede na mojo uro, tukaj prihajamo do konca našega podcasta, vendar želim nekaj povedati. Mislim, da sem to že enkrat povedal v podcastu. Ampak mislim, da danes, ko je Tiša B'Av, judovski dan po stanocoj, in s tem političnim antisemitizmom, ki ga vidimo po vsem svetu, in žal tudi v Ameriki. Ker smo morda mislili, da bo Amerika imuna na vrste sovraštva, ki smo jih videli naraščati v Evropi in drugod. Ja, obstajalo je prepričanje, da je Amerika drugačna, da v Ameriki ne bi bilo takšnih pojavov. No, Mamdani nam je pokazal, da to preprosto ni res. Ampak povem naslednje. Lahko si zelo potrt in zelo razočaran. In lahko rečeš, no, nekatere stvari, kot je antisemitizem, so se vrnile z močjo in ljudje ne marajo Judov. In včasih je to politični antisemitizem, kot pri gospodu Mamdaniju. In včasih je to morilski, brutalen antisemitizem, kot smo ga videli v državi mojega rojstva. Umori na plaži Bondi Beach, kjer sta dva skrajneža ustrelila 15 ljudi. In žal sta včasih ti dve stvari povezani. Ker oseba, ki je politični antisemit, dejansko ustvarja kritje ali vzdušje za nasilnega, morilskega antisemita. Kaj ne? In tega se je treba zavedati. In kot sem rekel, lahko postaneš zelo razočaran, zelo potrt. Nekatere stvari se ne spremenijo. Antisemitizem se ne spremeni. Ljudje sovražijo Jude. Včasih to skrivajo. Včasih je to manj opazno. In vsake toliko časa to izbruhne, da lahko vsi vidijo. In danes lahko vidimo, da je sovraštvo do Judov izbruhnilo, da ga lahko vsi vidijo. Čeprav se nekatere stvari ne spremenijo, Ruti, se je nekaj zelo pomembnega spremenilo. In to je, da smo se mi, Judi, spremenili. In želim to poudariti in to močno. Pomisli na svet, v katerega sta se rodila tvoj oče in... Moj oče. Ja. Svet 30 let prejšnjega stoletja, nacizma in vsega tega. Judje so bili brez obrambe, Judje so bili brez doma in Judje so bili brez države. Prositi smo morali ljudi, naj nas pustijo svoje države, ko smo bežali pred preganjanjem. Prositi smo morali ljudi, naj nas zaščitijo. Danes Judje niso več brez države. Judje niso več brez doma. Judje niso več brez obrambe. Če obstajajo antisemiti, ki gradijo jedrsko bombo, da bi nas napadli in uničili, bomo uničili njihovo jedrsko bombo, preden bodo lahko napadli nas. Z drugimi besedami, danes je položaj Judov drugačen. Torej, če se nekatere stvari ne spremenijo, kot je antisemitizem, so se Judje spremenili. Smo močni, imamo vojsko. Naši mladi moški in ženske opravljajo vojaško službo, da branijo judovsko ljudstvo, da branijo judovsko državo. In tako lahko Mamdani tega sveta govorijo svoje antisemitske neumnosti.
Lahko se spuščajo v svoje tirade, a Judje niso več žrtve. Jude danes so močni in vplivni, ter se lahko branijo pred vsakim, ki poskuša priti in nam škodovati. No, ob tej spodbudni misli, in to mislim resno, Mark, mislim, da je to popoln način, da zaključimo. Ker ja, to je neverjetna luč. Radi rečemo, da smo svetilnik. No ja, Izrael je svetilnik in tudi midva sva blagoslovljena, da živiva tukaj in sva tukaj vzgajala svoje družine, zagotovo. Ruti, veselim se, da bom naslednji teden s tabo v studiu. Tudi jaz. In s tem se poslavljava. Potem pa adijo.